Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Ludeka, četrtek je mimo. Kako mi je to smešno, veš, Ludeka je zelo blizu od Luleka, ne? Vsak gled, čuješ, to si pa edini zdaj pomislil, res. Mareja sta bila naša gosta danes zjutraj. Ja, povedali smo eno zanimivo zgodbo iz nakupovalnega središča tudi, ne, kjer se Jeger sam prijavil, čeprav jaz sem govoril absolutno v nedoločnikih. Ne. Ja, res je. Med drugim seveda, tako da, če ste zamudili, vabljeni, prisluhnite podcastu tega jutra, drugače pa spet, spet jutri zjutraj. Kaj je s tabo? Ja, to se jaz tudi sprašujem, pa mnogi strokovnjaki. Jutro še enkrat, dobrodošli, četrtek 21. maj je danes in zdaj malo smo že o glasbenih inštrumentih, ne veste pa, da bi recimo težko Taylor Swift, tak, ker zdaj pač ona je referenca, ja, igrala tako lepo na svoje kitare, če ne bi bilo slonov. Vidiš, vse je povezano, tako kot zgodbi tega Milana, te verige, ne? No in ne. Veš zakaj? Zato, ker slon gre, ne? Ja. Sloni grejo, ne? In ko ima slonje strune? Ne, nima veze s tem. Ko slon hodi, tu pa tam tudi, ne? Spusti zadnji, ne? Ali stušira pa zalije, ne? Ali pa pač spusti velike kupe. Kakšne kupe slon dela, ste kdaj videli, če ne drugače v ljubljanskem živalskem vrtu, ne, pri naši slonici. In z tem, ko pač sloni tam hodijo, ne, pomagajo širiti oziroma sejejo semena ebenovca, oziroma ebenovina je ta poseben les, iz katerega pač delajo kitare, ki jih igra pol Taylor Swift. To je pa res veriga. Ja. Moj bog. Ampak nekako pomembna veriga je, naj samo povem, da so oblikovali oziroma ustanovili en program za sejanja ebenovine. Ne, da financirajo pač to varovanje slonov in da ne bi in sem in tja in da pač ne bi, ker tako pogosto drevo tudi to ni, ne? Ja, seveda ni. In zato pač ja, bravo, sloni. Investirajo v slone. In hvala lepa, da nam dajete dobro muziko, ne? Ja, tako da. Na nek način. Ja. Na nek način. Viš, vse je veriga. Ja. Tako da zato vedno pravim, pač treba je tudi začeti dan pa delati stvari, kar se da pozitivno dobro razmišljati in nikoli ne veste, ne, kaj to pomeni. O 5:30 popoldne. Ja, po 6 popoldne se smarsi, kaj ker je bil dan, ja, povej več. Ker je bil dan že dolg, ne? Recimo 5:30 se lahko vležeš na kavč, pogledaš, se umiriš, pa tako. Že? Ja, moški si. To je pa ena druga veriga. Slavih 11 predčesto. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Oziroma la. Zakaj la? Pač ta greš la, pa je takoj vse laže. Seveda, če je mali četrtek, mali petek. Mali. Mali je, ja. Je še mali, če je ura 4:06. No, ampak zdaj še res mali, ne? Samo hitro raste. Tako pogledaš, ne, pa se razvija. Bomo videli, kam ga bo zaneslo, glede na genetske predispozicije, veš, kaj ti hočem reči, ne? Ali bo debeli, ali bo vseeno dober v nekem športu. Tako da ja, lepo si rešil, ker to je to v bistvu, kar bi še lahko dodajali. Kaj imamo danes jutraj tu? Včeraj je vsaj nekdo od nas bil na premieri novega filma Mandalorec in Grogu. Za prave fane. Ja, tako je. Pravi fani smo bili včeraj tam. O tem malo, ne, da boste vedeli, kako in kaj. Danes zjutraj bomo izvedeli, kdaj je tista točka, to je sploh za vaju, se mi zdi pomembno, kdaj se nehamo sekirati, kaj drugi pravijo. Okay. To je recimo ena taka stvar, pa danes bomo gostili Marejo. Ja, seveda. Ja, danes prideta. Smisel, da bi tudi Niko poklical, pa pol ne, ampak ni imela cajta. Četrtek je, danes si bomo pogledali tudi v portale, ne, in morda celo dobili odgovor na vprašanje, kaj za vraga ste včeraj dopoldne Ana in Jeger delala v Hočah. To je bila atrakcija.
Mini atrakcija. Jasne, tako ponavadi je, samo en, ki je atrakcija. Ja, ne, on se mora dosti bolj truditi. Ja. Predvsem pa gremo skupaj v to jutro in verjamem, da bomo tudi to odkljukali, ker tako kot pravimo, ne? Skupaj imamo to. Tako da, lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In zdaj še ena iz rubrike Roboti prihajajo, pazi se. Namreč Google je imel svoj dogodek, ne, ker pač vsaka večja ta firma, ki se ukvarja z moderno tehnologijo, mora imeti nek svoj dogodek vsake toliko časa, enkrat na leto, kjer se stvari predstavljajo. No, Google pa je tako razširjeno orodje, oziroma pač celo postal je to pridevnik, ne, ali glagol, ali kaj je, ne, googlanje. Glagol, ja. Tako, da je to še toliko bolj interesantno. Namreč na tem zadnjem dogodku so povedali, da je konec klasičnega googlanja, kot smo ga poznali. Ja. Pač iskanje bodo bolj preusmerili v pogovor z umetno inteligenco kot samo iskanje. To je že zdaj funkcija, ne? Je funkcija, način umetne inteligence zgoraj. Tako je, ampak zdaj bo to vse šlo v tej smeri, ne bo več tistega klasičnega iskanja. Kaj te vem, če je ok, ne? Jaz samo še tako iščem, odkar je ta funkcija. Že, ampak kaj pa pol ostali članki, ko preveriš, či ti je ChatGPT oziroma umetna inteligenca sploh pravi podatke? Ja, v tem primeru Google Gemini, ne? Ja, Gemini pri Google, ja. To je ena taka stvar. Ampak, če naredimo malo korak nazaj, ker se mi zdi, da se premalo zavedamo tega, zakaj je Google pravzaprav bil tak uspešen, da je iz ene zgodbe, ki sta jo ta Page in Brin naredila, nastal taki konglomerat oziroma največja firma na svetu praktično, ali pa ena največjih. Zgodba je zelo preprosta, to se morda ne spomni. Se spomnite brskalnika Yahoo? Ja. Ki je vladal, dokler nista ona dva prišla s svojim algoritmom. Pri Yahoo je pač bilo tako, da je bilo iskanje pač ne tako natančno. In potem sta ona dva vzela eno matematično zgodbo ruskega matematika oziroma njegovo spoznanje. To je ta matematik, ki je bil Andrej Andrejevič Markov in njegovo Markovo načelo, oziroma Markova veriga se tudi imenuje, ne? Nista se učila nikoli? Okay, gre pa za eno temeljno delo v napovedovanju oziroma pri verjetnostnih izračunih za statistiko in napovedovanje. In tudi te Markove verige oziroma načela Monte Carlo tudi se imenuje, ne bi bilo, če ne bi bilo enega, tako kot mnoge velike stvari, ki so se zgodile v zgodovini človeštva, če se ne bi kdo skregal. Namreč Markov se ni strinjal z svojim kolegom tudi v Rusiji, ki se je pisal Nekrasov, ki je že takrat delal nekaj s to verjetnostjo, ki se je začela z Bernoullijevim zakonom velikih števil. Ja, mene si izgubil. Ja, ne, dajmo zdržita zraven, ok? Bernoullijev zakon velikih števil, to je tako, veš, ko ti mečeš kovanec in po neki logiki bi mogel 50krat na eni, 50krat na drugi pristati, ampak ne, vsaj pri malem številu. Če pa velikokrat narediš, 100 in večkrat, pa potem počasi prideš na 50-50. Ok, razumete? Razumem. Ja, in potem je ta Nekrasov rekel, da pač to velja samo za neodvisne spremenljivke, kar dokazuje obstoj Boga. In je rekel Marko, boš ti govoril, ne? In je naredil to svoje načelo in na tem bazira vse. Googlovo iskanje, tudi tako se učijo veliki jezikovni modeli, uporablja se v statistiki, v matematiki, posod. Dejan, si ti bravo. Eksplozija v glavi zdaj. Ne samo bravo, večji problem je, da vidva to ne vesta. Zakaj bi to Ker na radio delata. Ja, vise. A ja, se znate googlati, ne? To je to. Res je. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, včeraj je bila v Mariboxu nova premiera, prišla sta Mandalorec in Grogu.
tako da zdaj je. In ti si bil. Absolutno si je bilo treba to iti gledati. In ja, potrdilo se je še enkrat, Ana, kar je tebe skrbelo, ker nisi zdaj izrazita fenica. Ne? Kaj me je skrbelo? Ne, da lahko, da greš gledati, pa nimaš pojma, zakaj greš sploh ne. Lahko ga greš gledati kot pač znanstveno-fantastični film. Dobro. Je pa res, da če imaš neko predznanje, ne, če veš, kdo je Mandalorec, odkot prihaja, da je pač seveda del torej legendarnega bojevniškega ljudstva Mandalorcev, ki so torej izjemni bojevniki, ki imajo ta svoj ščit, ki morajo pač to čelado vedno imeti na glavi, ker je to največja sramota, če nasprotnik vidi tvoj obraz, ne, in da pač ima ta rek, to je pot. This is the way. Ja, okay. Tako moraš z roko narediti. Ne, to delajo, ne, to jaz delam, ker jaz sem pač Jedi, ne, to je drugo. Ne, pa luškan Grogu je luškan, ima ful, ima tak pa izrazito vlogo, tako da je pa ga to, jo pa do. Ja pa vem, ja pa še nosi si ga tako malega babyja. Ja, gori na ramimu, celica se ga drži, ne, močni je Grogu, ne, to hočem povedati. Pa ja, pa obvladuje silo, ne. Tako da ja, vem ja. Za fane definitivno za pogledat, če pa niste fan, pa bi si radi ogledali en akcijski znanstveno-fantastični spektakel, definitivno tudi za pogledat, ti dobri 2 uri mineta. Fuf, bom rekel, ne. Gre hitro mimo. Tako da ja, lahko rečem, da v vsakem primeru priporočamo Mandalorec in Grogu, torej sta že v Mariboxu. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Evo, tu so dileme, študentke Eme. Štuleme, ne? Štuleme. To je vse venem. Ema, dobro jutro. Dobro jutro. Stopimo bliže generaciji Z. Ko sem prebral to iz seznama tvojih dilem, si mislil, kakva dilema te to je. Zakaj? Ni bilo prvič. Piše namreč, da ne vem, zakaj bi to bila dilema, ampak okej, najprej preberem, pa potem vidimo. Tako piše, da greste na random dan do študentskih domov in se družite z random ljudmi. Ja, tako tista nedelja, the best. Nedelja? Ja, čez teden. Ne, nedelja je, čez teden, ja. Veš, zakaj je nedelja fajn? Ker v nedeljo, veš, ko pridejo to diši po vloženih paprikah, pa štrudlih, pa to vse iz rukzakov, ne? Ja, ohanemo iz Tupperwarea, ne? Ja, resno. Če me de to, mislim, mi smo temu pač rekli torek ali pa točno to je. Ali pa kjer dan je bil. Pa nismo načrtovali, tega, če si koga srečal novega, si se pa z njim pogovarjal in to je bilo to. Ja, ampak pri naši generaciji ni tako, da se kar z random osebo pogovarjaš. A prav doma si in se 2 uri pripravljaš, zdaj grem pa ven, pa se bom s kar nekom pogovarjala, koga ne poznam pa. Ja, kar je. Res? Ja, meni je kar. Jaz, če ne poznam osebe, sem samo tiho. In kako pol to zgleda? Priješ do študentskih domov, pa se tam sedeš, pa spoznaš nekoga, pa se vsedeš zraven, pa si tiho. Ja, ne, se prideš, pa se pol meneš. Ja, se pol meneš. Vprašajo, ne, kak je zdaj. Ja, kaj študiraš? To je to prvo vprašanje. Ja, ko ne veš, pa kako vreme je. Kaj študiraš? To so dileme teme. Kaj imaš fanta, ne? Ampak pol mi je cool to. Koliko imaš cajta, pa če si z avtom, ne? Joj, papa. Ja, to tudi. Ja, lepa, ja, super. Ne vem, nič pa ni. Pa ful, ja hočem reči, da ful moramo študirati in se tako družiti. Ja. Je ful to dobro, jaz to nisem imela. Pravilno. Saj jaz sem tako dolgo rabili za to, to je. Absolutno spodbujam ta neposredni stik. Ja, veš, ko smo tako vsi starejši in pol imamo take bolj resne teme. Ful, imate, ja. Samo nadaljujte s tem. Ja, ti samo daj, mislim, edino, kar je, kar lahko iz tega potegnemo, ne, eventualno vsi pridajo okoli. Ja. Vem, kaj bi drugega rekel. Ja, pa res. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj pa to, kar smo rekli. Katero je tisto leto, za katerega so zdaj ugotovili, da je, ko se nehamo sekirati, kaj si drugi mislijo? Naj oganem, midva smo že v tem letu. Ne, niti približno. Nisva še.
Ok, pa je to napredna. Mene 44. 46. Res? 46. Kar dolgo časa rabi človek, da se neha sekirati. Ja, to pač je zdaj poprečje. Eni prej, drugi kasneje, eni nikoli. Eni se sploh nikoli niso sekirali. Ne bi kazal na očitno. Kaže na sebe. Eni pa se nikoli ne bojo nehali, ne? Ja, tako. To je to. 46. To še imate kar, ne? Je pa tudi ena statistika, kdaj postaneš zadovoljen s svojim telesom oziroma pač zadovoljen sam sabo. Jaz sem ful ne sekiram. Kdaj? Ne za sekiranje, da si zadovoljna, ne da si sekiraš. Ja, kdaj? 42 je. Še malo. Malo je tako, približno tako dolgo boš rabo, da boš prišel na to kilažo, ko si. Mislim, da je res, ja. Jaz sem že zdaj zadovoljen. Ali pa ne, nisem. To govorim, gleda dol. Ne, nisem zadovoljen. Zadnjič se je gledal na video posnetku, pa je rekel, no, ne je šlo tako, ne, to pa ne je šlo. Ja, res je. Ker tako, ko me kdo iz strani posname, ne, se pol ta žlavh, ne, se pozna, ne, ko se sedeš, pa se tako malo tu vse skup nabere. To ni dobro, to moram. Ni, ne. Pač od strani igra samo v glavo, pa še tu ne bote zdaj nekega. To pa je lepo. Moj desni profil. Tako da dobro. Ja, vredo je. Ti pa Damjan Murko ima ta desnega. S takim velikanom slovenske pop scene. No, pravim, ne. Glej, vzemi, kaj dobiš, ne. Bom vzel, hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Četrtek je in vsak četrtek si pogledamo v portale. Ne pod kiklo, ne pod majico, ne v krožnik, ne v to, kaj leži na zadnjem zidu avta, v portale. To je, ko Ana pogleda v moške portale, hvala, da se strinjaš, Jeger, in ko Jeger pogleda v ženske s svojim feminilnim štihom. Ne? Kdo danes začne? Kaj bomo? Lahko tudi jaz. Lahko? Te pa daj. Dejan za tebe. Lepo. Kako si na ženskih portalih našel nekaj za Dejan? Zakaj pa ne? Veš kaj hitro najdem, ko piše po 50. letu. A ja, ok, dobro, ti članki so, ja. Kaj, niti smešno, ok, ne glej me tak. Torej, najslabša prehranjevalna navada, ki po 50. letu upočasnjuje metabolizem. Povej. Ja, veš, z leti telo večji del goriva. Samo to je za ženske, ne? Ne za vse. Za vse. Pač na ženskih portalih, ampak verjetno velja za vse, ne? Verjetno, ja. Torej, z leti telo večji del goriva, torej hrane, ki jo zaužijemo, shrani kot maščobo na mesto, da bi telo to pokurilo, ne? In strokovnjaki... Ja, pa veš zakaj, ne? Ker je od nekdaj bilo, da pač si mogel neko zalogo narediti, ker nikoli ne veš? Ne, ker od mladih tak ni nič. No pazi, strokovnjaki se strinjajo, da ljudje po 50. letu pogosto delajo veliko napako že pri prvem obroku v dnevu. Najslabša navada za presnovo je preskakovanje beljakovin. Zaužiješ dovolj beljakovin? Ja. Zgleda, kot da ne. Ja. Ne vem, no, tu veš, ker redno izogibanje beljakovinam pospeši izgubo mišične mase, ne? Mišic pa pomeni še počasnejši metabolizem, tako da zdravniki poudarjajo, da ne, je fajn pojesti dovolj beljakovin, da se ti bo presnova popravila, da bo šlo vse skozi in da se ti ne bo nabiralo. Tako da, to je moj nasvet za tebe danes, beljakovine. Si danes že pojedel kako beljakovino? Nisem še nič. Zakaj imaš ti ženske portale, pa jaz nič ne zvem? Ja, sva si izvedla beljakovine, Ana. Po 50. Ja, no, kaj lahko pa začneš že zdaj. Jaz zaužijem. Mogoče piše kaj, da pomaga, če koga v beljakovino zažgeš. Ana, povej. Slabo, Jeger. Kaj slabo, dobro? Triki za premagovanje odvisnosti od telefona, Jeger. Jeger. Zakaj jaz? Ja, ti. Ti si zvečer vležeš posteljo in si na telefonu. To si zadnjič povedal in me skoraj kap. No. In imaš čist Pazi, perfektno delujočo ženo zraven, tako da. Ja, no, vse to. V glavnem, 3 sem izpostavila, več jih je navedenih v članku in sicer prvič. Namenoma si otežite dostop do aplikacij. Se pravi, dajte si jih v neke podmape, nekam na drugi zaslon ali pa ne vem kam. Dobro. In se izpisujte iz aplikacij vedno znova, ne? Pravi, ne da ostaneš pisan, ampak logout, da moraš pol vedno znova in ti pol na neki točki. Dobro, vse to sta 2 klika, ne? Ker si zapomni. Ne smeš dati zapomni. Drugič, omejite brezsmiselno uporabo telefona na stoječ položaj.
Spravi, ko ti štrkaš po telefonu, ne biti na kavču ali pa v posli ali pa nekaj, stoj sredi kuhne. Da vidim, majstor, kak dolgo boš stal. Ja. Dobro, ok. Ne, to je druga. Dobro. Tretja, telefon naj ne bo več prva stvar, ki jo zjutraj primete v roko. Vsaj prvih 20 minut in tudi če imate budilko na telefonu, dajte si kupiti rajši navadno budilko, analogno. Okay. Samo to pri nas ni problem, ne? Ker tako zgodaj, ko mi vstajamo. Moraš vstati, plus tega, da jaz imam posebno aplikacijo za budilko. Da računaš, ne? Računam ali pa spomin igram ali pa kaj takega, da pa se zbudim, da se dejansko zbudim. No pač, jaz ampak samo povem. Hvala lepa za te nasvete, ne bom jih upošteval. Pa lep dan. Pa samo pol ne kaži s prstom naokoli, da je kdorkoli drug kriv razen tebe. Ker, dragi moji, ker včeraj mi je ena prijateljica povedala oziroma spomnila na eno resnico, če bi mogel najti enega človeka, ki lahko temeljne stvari v tvojem življenju spremeni, stopi pred ogledalo. Ja, pa ti pravim. Dobro jutro. Okay, včeraj se je torej tudi v našem mestu odprlo profesionalno igrišče za štrbunk oziroma cornhole oziroma prostor za druženje, kot je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. In ko smo razmišljali, koga od naših bi tja poslali, je bil samo en. Res je. Primeren samo kandidat. Eden. Cenjeni kolega Matej Regent, ki je šel tja. Matej, dobro jutro. Dobro jutro, ekipa. Jutro. Za vas imam nov šport. Oprosti, Ana, mogoče bolj za Jegra in Dejana. Se veš, ona dva imata že od spredaj kar lep nahrbnik, pa nista več tako gibljiva, ker pri tem športu bosta potrebovala le mirno roko in natančen met. V mariborskem športnem parku lahko namreč po novem zaigrata cornhole oziroma po domače štrbunk. Tisto igro, kjer mečeš vrečke v luknjo. No, naj vam Branko Kolar iz cornhole kluba Slivnica najprej razloži pravila. Vrečka, ki ostane na deski oziroma tukaj pač na pločevini, šteje 1 točko, v luknji šteje 3. Vedno se pa pogleda končno stanje, vsak igralec vrže 4 vrečke. Ja, zdaj se že gledata in drug drugemu kažeta, nekak bi to vama šlo dobro od rok, ampak predno se v športnem parku Tabor osramotita, vama bo Branko dal še nekaj napotkov za igro. Met mora biti v paraboli, to je osnova, ker enostavno nizki meti, glede na drsnost plošč, so navadno neuspešni, saj vrečke zdrsnejo iz plošče, enostavno samo koncentracija. Pubeca, prosim, ne se še po prsih tolčt, ker zadeva kljub vsemu ni tako enostavna. Namreč na včerajšnji otvoritvi smo tudi novinarji samozavestno nastopili proti ekipi mariborske občine in zgubili 2-0. Ampak čisto po sreči, ker če bi videli, kak pa mi je šlo, čista parabola meta, veš kak sem metal lepo, bom, in že vodim z 2-0 v igri, pol pa taka sreča Kiriča iz kabineta župana, zadnja vreča se mu od moje odbije direktno v luknjo in valjda zato dobiš 3 točke, ne, in zgubimo. Ne moreš verjeti, kaka sreča, res, sama sreča. Ja, res, jaz mislim, za te dni bolniške je zdaj to res, ker grozno. V cornholu si izgubil. Samo smo pa res pravega poslali, ne? Ja, to je dejstvo. Ja. In kot je dejstvo, da verjetno ni nekega straha, da se bomo tam sramotili. Res je. Mene ne zanima. Ampak definitivno je to nova pridobitev in idite preveriti, če boste kaj mimo hodili športnega parka Tabor. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Še malo pa pride tudi danes mimo Tine, ampak predtem še ena iz rubrike zgodbe, ki jih piše življenje. In ali se je morda komu od vas tudi kdaj to zgodilo, če se je, da veste, ste lahko mirni, niste edini. Vzamemo primer posameznika iz okolice Maribora, ne? Dobro. Ki pač nekaj nujno rabi za ene športne trgovine. Ne? Ja. In se pripelje v mesto, kar je pač seveda, ne, tudi že samo po sebi kar ena pot, ne, ja. 15 km recimo ven, in greš v eno športno trgovino, v en nakupovalni center, se pripelje, sparkira ta posameznik, da gre v športno trgovino, ki je relativno nujno rabi nek kos opreme. Dobro. In pride v športno trgovino, pa pač gleda, in pol imajo na neki polici nekaj malo bolj nizko, in se skloni in opa,
začuti pritisk, opala in on ne gre na WC v nakupovalnem centru, ampak brez da bi karkoli kupil, gre v avto in se odpelje domov. Ja, kaj? Kaj je s tem narobe, če greš domov? Ne? Nič. Domači prestol je najboljši prestol. Ja, Jeger, samo ti si bil v Mariboru, doma si pa v Rušah. Dejansko si se pelal domov v Ruše. Jaz z besedo nisem rekel, da si to bil ti. Sam se je izdal tak in tak. Ja, pa si ti potrdila. Ja, kaj pa naj. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Še zdaj ne morem mimo dogodka iz športne trgovine. Po akančka. Kaj je? Ne, kak si mogel zgledati. Veš, ko se pripogne pa enkrat tak široko oke. Opa. Hvala. Čas je, da grem domov. Pa že pride, gospod Lau, kak pomagam? Da je šel tja in... Je že uhajalo, kaj? Ne, nič ni uhajalo, samo sem pač ugotovil, da... Špicom že podpisal. Ne, brez skrbi nisem, še ni bilo tako daleč. Je pa pač sem vedel, da pol ure zdaj tu noter... Mislim, da ful predolgo se je o tem pogovarjamo. Tu noter ne bo mogel biti. Sprejmi, glej in gremo dalje, Jeger. Zakaj je bilo to čudno? Kaj češ? Ja, je... Pa daj ne, jaz te zabavam. Ne raj zdaj vsega. No. Ja, zakaj razlagaš? Tako si pojasnil, Jeger. Nisem neokusen, kdo je to izpostavil. Šel si po teniske, pa da je srad stisnil, to je to, hvala lepa. Ja, si šel domov brez teniska. Jaz to lepo razložim tukaj. Ne rabiš razlaga. Če pa me izdajajo. No, zdaj vidiš, kak se je povorski bataljon počutil, pa tvoj pradedek. No? Nič da, čekaj, to si malo zdaj očala, da dogorka. Ja. Kaj si nam pripravil, Tine? Ve kdo je Musa Hasahja. Zakaj bi to vedeli? Musa Hasahja. Zakaj bi to vedeli? Ker je farmer oziroma kmetovalec iz Ugande. A ja, okej. Ja. Mislim, da moramo malo to poznavanje imen farmerjev. No, zakaj Muso omenjam? Zato, ker ima 68 žen. Ne, 68 je star, 12 žen ima 100... Čekaj, ne, če tako... pa okej. Viža, imam špegli. 68 je star, 12 žen ima 102 otroka, ima pa 578 vnukov. In je zdaj ugotovil, da se je tako vse podražilo, da ne more več in je vsem ženam naročil, da ne bo več njihov mož sejal. Okay. Koliko vnukov ima? 578. Daj si nor, kakva zapuščinska bo to. In v totem studiu danes zjutraj Rej in Marjetka oziroma Mareja, pardon. Marjetka in Rej oziroma Mareja. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, če se je kdo spraševal, ali slovenski pop zvezdniki vstajajo tako zgodaj zjutraj, tada! Tukaj sta dva dokaza. Ja. Iz Ljubljane sta se že pripeljali. Ja. Bravo. Torej, drugače verjetno ne vstajata tako zgodaj, razen če je nujno. Ne, ja, v 7 zjutraj vsaj. Resno? Ja, vseeno, kar malo otroka, ne, šolo obvezna, tako da hočeš, nočeš... Nisem hotel odpirati ran. Ja. Ampak oba vstaneta ob 7 ali ti malo potegneš, pa samo Marija. Veš kaj, je taka galama, da mi moraš spati, če se nameniš, ne? Ja, ampak... Nimajo torbe, ne vejo, kaj bojo jedli, vse veš, ne? Ja, to so oblekli, pa pol gled že greš, joj, to sem pozabil. Ja. To je cela znanost je tu zadaj, ampak mogoče, čeprav je to ful zanimiva debata, ne, dajmo se o muziki pogovarjati. Zdaj dejstvo je, da Mareja je eden od osrednjih pop produktov slovenske pop scene, ob vseh ostalih projektih, ki jih seveda imata oba. Ampak vseeno to pa negujeta in to ostaja. Pa ja, v bistvu to je ena taka, jaz bi rekla, čeprav se bo čudno slišal hobi programa, ne? V bistvu Mareja je bila narejena za to, da v bistvu vse svoje neke take želje o tem, kar bi rada govorila, o čem, kar bi rada pela, v bistvu nekako pri sebi to ustvarila in potem dava ljudem, ne glede na končni rezultat, ne? Tako da to je v bistvu bistvo, ne? Tako da si zaradi tega mogoče malo več, ker tu pa odpira teme, veš, ne mogoče samo
ljubezen, čeprav se jo zelo rada lotiva. Da ne bo pomote v glasbi, ker je le kraljica vsebine ljubezen, ampak si pa upava tudi, ko je, ne vem, pa je bilo že pesem o minevanju cilj, pa o rojstvu, pa o življenju samem, pa lansko leto o spletnem nasilju, in zdaj ne nazadnje tudi o teh nemirih. In zabavno je, ker res, mislim, ne samo zabavno, daš ven neke stvari, ideje in ne razmišljaš zdaj vnaprej, ali bo mega uspešnica v tem smislu, da bo polnila, ne vem, šotore, dvorane, ampak ponavadi ravno ta iskrenost velikrat potem si nagrajen strani poslušalcev za to. Kaj me je vedno zanimalo, kako dejansko, ker viva vemo, delata ogromno tudi z ostalimi glasbeniki in zdaj imaš ti neko, oziroma imata skupaj neko idejo, in si rečete, pa si jih daješ v Mareja Ladl, Maričane, to pa ne bo za njega, to pa si za njega. Zelo dobro vprašanje in zelo dobro razmišljanje. Velikrat sva se ukvarjala s tem, ampak v bistvu nekako ne, ker če bi bilo tako, recimo, potem lučke ne bi pristale tam, kjer so, ampak bi bile prnajo. Ampak dejansko gledava, kaj nekoga najbolj paše. In to je najbolj prav. Sej lučke, Mareji ne bi na isti način svedle. Mislim, da v bistvu nekako najdeš ta pravo kombinacijo za pesem, za glas, pa tudi izvajalca. Mislim, da res vsak mu ne paše vse. Mi dva mava tudi mogoče že tekstovno malo bolj pesmi, ki malo prodrejo v dušo, malo odpirajo neke teme, lahko se malo zjočaš tudi, nama ni težko odpirati takih tem in se mi zdi, da to je najno v bistvu kot Mareja, tudi ta besedila življenjska, na katerih se vsi lahko nekako najdemo. No, pa vseeno raziskujete različne stile, ker jaz se spomnim, ko je prišel duo Mareja na sceno, takrat sta tudi bila na Euroviziji, ampak s tisto posebno tehniko petja, takrat tisto je bilo kar boom v Sloveniji. Ja, v bistvu mi sva se parkrat rodila, jaz bi tako rekla glasbeno, če so začela pri Turbo Angelsih, ko so bila še čist mlada, to je bilo čist neka druga scena, ampak smo zelo uživali, mi smo bili taki naturščki, takrat, ko smo mi odraščali, ni bilo nekih glasbenih pevskih šol, ni bilo tako YouTubea, pač mi smo bili iz vasi, gremo zdaj pet pa nekaj narediti, z neznanjem praktično, smo veliko v bistvu za tiste čase naredili, mladi smo bili. Potem pa v bistvu se je Mareja v angleščini rodila zaradi tega, ker je Rej v bistvu delal za japonski trg ful nekaj časa. Ustvarjal sem v bistvu demo posnetke, in na teh demo posnetkih, ko ti predstavljaš, kako naj bi pesem zvenela, je fajn, da zveni čim bolj internacionalno. In v bistvu je bila Marjetka takrat, to je bilo že potem, ko je bilo konc Turbo Angelsov, ko je postala mamica, ko je bilo še obdobje radijskega našega Tangelsa, in je potem takrat probala čist sproščeno v angleščini in je to res dobro zvenelo in v bistvu vse, kar je ona posnela takrat za Japonce, so pograbila, in je nekaj bilo in tako se je potem zgodilo v bistvu prva pesem. V angleščini in potem Eurosong, potem spet nekaj časa nič, in ko sem začela v bistvu besedila pisati sama v slovenščini, takrat se je pa spet na novo rodila, nova zgodba, tako da večkrat sva se že nekako umaknila, pa prišla nazaj, pa umaknila tako, kakor nama pač paše. Ampak čisto to neki normalni razvoj, Ja, upam, da je. Ampak ta inkarnacija je zelo vredo, tako da dajmo zdaj razvijati, razen če... Mislim, ne predstavljam si sebe v kratki kikli več, tako kot sem začela. Mi dva z Igrom, verjetno tvoj mož zraven. Jaz mislim, da ni problem v kratki kikli, ampak v Dinderlu, Mislim, ni problem, ampak govorim, zelo sem vesela, da pri 40-ih ne razmišljam enako kot pri 18-ih, čeprav sem ponosna na vsako obdobje. To moraš vedno hraniti, ker drugače vse skupaj brez veze. Nehaš iskati, enostavno nehaš biti radoveden in je to. Mislim, tudi to je ena tema, o kateri bomo malo kasneje o tem pisanju oziroma kako prodreti Slovenije na neko tujo tržišče. Ampak zdaj Eurosong smo že omenili in bila sta aktivna, čeprav Slovenija letos ni participirala. Ja, mi dva sva v bistvu letos svojo pesem, svojo idejo o tem, kaj se nam je zdelo, da bi lahko evropski oder nekako rabu slišati, sva popeljala v San Marino, na predizbor. Midva in Luka Basi, vsak je šel za svojo čist diametralno nasprotno zgodbo, Basi zelo veselje, zabava, neko sproščenost, midva na drugi strani pa zelo resna tema o vojnah. V bistvu sva bila mnenja, da bi bilo lepo, da bi Evropa slišala sporočilo na tematiko, ravno zaradi katere se je v bistvu pa tudi Slovenija pa umaknila. Tako da, čeprav je na prvo noto zgledala, zakaj pa vidva, midva sta bila pa mogoče mnenja, da še več narediš s sporočilom
če ga želim kot tišino. Ampak ste se že prej prijavljali na predizbor v San Marino, preden je RTV objavljal? Prijavljali so bile v bistvu zelo pozne in pogoji tam znane, tako da midva sva pa iskreno začela razmišljati o tem že takoj, ko je se pravi Avstrija zmagala, malo nostalgije. Lani je bilo itak 10. leto od najne Eurovizije in takrat je ravno zmagala pa Avstrija. Sem rekel, to je znak, Čena, Dunaj, Avstrija in takrat sva res začela že o tem razmišljati in pol se je nekako vse to tako razvilo. No? San Marino z kakega posebnega razloga, kot pač manjša žepna državica, posledično več možnosti? V bistvu pred San Marinom niso prav zares gledala, kdo še drug odpira te audicije, kako ne prijave, niso bila tako pozorna, kdaj države odpirajo, ker to može biti zelo prej pač sistematičen. Tako da zato je bil San Marino po moje zadnja vrata, Ja, ko je bila pripravljena pač pesem, tako je. Tako, ja. Sem pa spremljal, vem pa, da imajo San Marino vseeno od redkih, ki imajo zelo, zelo odprt izbor. Tudi za tuje državljane, ne? Tako, tudi to se poznamo še iz časov, ko so bila midva, da sem uspel zdaj že bivši vodja delegacije vprašati, kako pa imate tam, in da smo imeli malo pomoči v smislu pri sami prijavi. Ko pa prideš tja, je pa zelo zanimivo, v bistvu iz tukaj, iz polnih dvoran, recimo, da te nekako poznajo, čista nula. Dobesedno Marjetka je rekla, dobro, zdaj pa vem, kako se talenti počutijo na drugi strani. Ok, zapela sta seveda v angleščini, potem pa logično naredila priredbo tudi v slovenščini. Tako, v bistvu sva takrat imela ravno pesem Konec sveta, najin single, in zato sva tudi počakala slovensko verzijo do meseca maja, Niso si na kraj pamet nama ni prišlo, da bo to še toliko bolj aktualen čas, nažalost, za to tematiko. Je pa res, da so nama v bistvu in oboževalci na socialnih omrežjih malo spodbudili, ker je ogromno, je sprašal, da je slovenska verzija, nekako si nisem upala, ker tako temo samo prevesti je lahko hitro zelo banalno. In pa nisem vedela, bo res dobila lepo besedilo. Ni še takoj padla tako močna ideja in potem je bilo ravno, ne vem, kakšen mesec nazaj, se je pa par besed poklopilo, ko sva ljudem, ko jih je toliko zanimalo, kako bi pa to v slovenščini, smo samo podnapise dali in je par kombinacij bilo, sva rekla, evo, to je pa to. Ratala mavo, ajde, da je še malo potruditi. Ok, torej Mareja in Alu, en Alu je zraven v slovenščini, angleščini sta bila samo dva, potem pa nadaljujemo. Marjetka in Mareja še vedno v tem studiu. Seveda lahkotna pesem z niti približno lahkotno vsebino in to je ta paradoks te popularne glasbe, ko pač vzameš, kar dobiš oziroma kar pač rabiš iz določenega izdelka in fajn je, da je ta vajn večplasten. Sej ni prvi, tudi ostale pesmi, ostali vajni hiti lahko najdeš not nekaj več, lahko pa vzameš kot nekaj spevnega. In to pomeni, da je pač izdelek pravzaprav perfekten. Ja, v bistvu mi dva tako gledava tudi, da recimo konkretno Alu, nama je bistvo, da tistega, ki ga zadane v srce, ki ga začuti, ni nama to pomenilo, da je to res velika masa. Tistega, ki ga zintrigira, se mi zdi, da je to namen nekih pesmi, da nekomu daš, zdaj, to sta to 10 tisoč, pa praktično res na koncu nima nekega bistva. In če si pa tisti ostali pa vzamejo kot nekaj spevnega, pa tudi je pa tudi lepo. Seveda, vsakemu nekaj. Zanimivo, pač to še nismo imeli priložnosti se pogovarjati na to temo, zdaj rej sam si malo začel, da sta delala do stvari za japonski trg in tako. Kako prideš do Japonske, razen z avionom? Z avionom iz Finske je zelo dolg let. Res? Ne, ampak čiza res, kako lahko nekdo, ker zdaj mogoče posluša kak nadobudni glasbeni producent in se sprašuje in si misli, kako bom jaz iz Slovenije. To je bilo, jaz mislim, da danes ni omejitev, pri spletu, pri vsemu, je pa tudi toliko več konkurence, dejstvo. Takrat, ko sva midva to ustvarjala, se pravi pesmi za japonske izvajalce, je bilo enostavno preko najnega založnika, ker takrat so se pesmi, ki sem jih jaz ustvarjal, oziroma tudi nekaj sva midva skupaj ustvarjala, so se zelo veliko vrtele, in je bila recimo za tiste čase med bolj modernimi ali pa bolj predvajanimi skladbami in je to seveda
zanimali tudi, kaj pa je za temo, ko so prišli pač na obisk. Prav, lahko imeli lepo anekdoto. In potem sem ali in potem jih je to in jih pač všeč in potem smo poskušali to narediti in so rekli, wow, ste pa zaštekali, kaj rabimo. Ampak najbolj so bili pa navdušeni nad harmoniko in veliko komadov smo naredili ravno s harmoniko. In lahko izdam, da tega nikoli nisem pač povedal, se nič tazga ni. Da je bil, ko so slišali pesem Gmajna, so rekli, mi bi imeli nekaj takega. In v bistvu je, mislim, da je tudi na YouTubeu lahko poiščemo, v bistvu je bila neka, ne priredba, ampak zelo referenca podobna Gmajni, se pravi melodično, je bila number one na japonskem mainstream trgu z boybandom, kot bi rekel, da takrat so bili to kukar japonski, ne ravno BTS, ampak kukar japonski Backstreet Boys, recimo. Okay. Smešno jih je gledati. Popolnoma urbani boyband, to posnelo. Ne moreš verjetno, vidiš, da je harmonika gre dlje, kot si mislimo. Tako je. Vidiš, da je to priložnost za tebe, ne? Ja, fulja. Absolutno. Zdaj jo naučil igrati frajtonarco, tako da res, pod prisilo, pač izziv je bil, ne? Izziv je bil, ker pač je bil taki okrogli rojstni dan in pač če imaš sodelavce. Glej, vsak drugi Slovenc, mora igrati. Igraš? Ne. Igraš? Ne. Ti si drugi. Vidiš prvi, evo. Okay. Drugače pa sta seveda aktivna na številnih področjih. Marjetko, smo veliko gledali tudi kot strogo sodnico. A stroga sem bila? No, pač. Veš, zdaj ne moreš reči nekdo, ki si vsem rekel, kako te to zgleda. Veš kaj je, tako bom rekel, nikoli ni prav. Če si prestrog, ni prav, če si premil, tudi ni prav, če si neki vmesi vanilja, veš, praktično probaš biti najbolj pravičen, kakor se da, pa tudi razumeš kandidate, ki se postavijo na oder. Meni so se velikrat tudi zasmilali, ker vem, da je to velik pritisk, tam te 4 bulijo in ne samo, da te bulijo, tudi dejansko povejo javno, kaj si mislijo o tebi in vsaka čast kandidatom, ki si se imeli ta pogum, pa so prišli na ta oder in ne glede na to, so bili slabi dobri, gre za to, da je to izkušnja in da samo z izkušnjami lahko rasteš. Jaz imam tudi še danes dobre in tudi slabe nastope, pa kaj potem, se imamo dober in slab dan, ne? Absolutno. In zdaj me zanima, če bi prišel na oder kak tak kandidat, ko je naš Matic Jeger. Kaj bi ti delal, Jeger? Kaj bi delal, vse eno. Imek imaš dober, jaz imam veliko idej. V redu. Evo, to je še ena, lahko marsikaj naredimo z mojim primkom ali pijačo povezano. Ja, okej. Tako da, kdaj vaju bomo kaj videli, imate planirane kakšne večje nastope tukaj v našem koncu? V bližini smo v Fram Rače. Aha. To je v juniju. Ja, to je moja občina. Tam da se ne vem, smo presenečeni. Mogoče sem bil prehiter. To bomo pustili ob strani. Drugače pa tako, midva sva v bistvu lansko leto zaključila 2-letno intenzivno turnejo. 2krat sva bila v Mariboru, enkrat v Narodnem domu, potem pa še v dvorani Tabor, ki je bil eden od najlepših koncertov sploh. Ima nekaj ta dvorana Tabor. Tako da še danes pozdravljamo vse, ki so bili z nama. Predvsem imajo pa ljudje. Ja, tako vse to je to. Od prve sekunde. Odlično. Tako da zdaj imate malo pauze, kar se teh večjih nastopov tiče. V bistvu zdaj le pripravljava nekaj drugačnega, druga plošča se končuje, mislim, bi že zdavne lahko tudi izdala, ampak je preveč idej, premalo časa bilo in v jeseni načeloma bova oznanila neke posebne koncerte. Malo drugačno, vedno poskušava predvsem sama sebi. Lepo. Back to basic. V bistvu se mi zdi, da karijera tako raste vedno, da greš od malega k velikem in nama se res prav vedno se rada vrneva spet na osnovo, ker se mi zdi, ko je več, enostavno ne veš več, kam bi šel, in se mi zdi, kakor imamo rada zelo velike dvorane, imamo tudi zelo rada take koncerte, ki je za manjše število ljudi, ker je čist drug vibe, in vse imamo rada sicer oba načina, ampak se mi zdi, da zdaj bo spet čas za tiste zelo osebne koncerte.
No, super. Ja, ko prideš na vrko, se ti začne kovcati, malo potem, kak je bilo še fajn, kak sem še bil živčen. Vse je treba malo spreminjati. Ja. Malo je treba skozi v bistvu si narediti nove izzive, a ne drugače rata hitno, monotono in to nama pa ni. Ne. No, ko boste pa tako daleč, da boste kaj več povedala o tem, ne, bomo mi tu radovedno čakali, tako da vabljeni. Se lahko spet o pol petih zbudite. Vidim, da imate klaviature, mikrofone. Ne rabiš nositi, veš, čez parking. Vse je tu. Naslednjič še kaj za tako, ne? Ja, prosim, lepo. Seveda, vzamimo ven ta posnetek, ko se bomo pogovarjali. Rej je rekel. Rekel si, Rej, imamo črno na belem. To je najlepša vama. Hvala za obisk danes tukaj. Zelo zanimiva debata je bila. Vse dobro želimo, čim manj stresa ob jutrih. Hvala tudi vam, vedno rada prideva v Maribor. Dobro energijo. Takrat se v meni spet zbudi štajerska kri, ne? Grem težko nazaj proti Ljubljani, ampak fajn je pri vas. In če ima od tega polkaj tudi Rej, ko se štajerska kri zbudi, smo pa še to bolj veseli. Mislim, da je Rej, glede na to, da je Štajerko poročil, da mu ni težko v življenju. Hvala vama. Mareja sta bila pri nas v tem studiu, če ste morda zamudili, kmalu tudi naši audio špajzi na totiradio.si. Ena druga stvar, jaz malo Marjetko vmes sprašal, če bi ti prišel na oder talentov nekoč. Kaj pa biti delal na Talentu? No pa to mene zanima isto. Ne vem, kako solo točko bi imel. Ti si se silo, zdaj pa nimaš osnovnega. Če pa se menimo. Kdo se silo? Če si me ti predlagal. Če si ogledal cel čas tu tako, oceni me. In zato si ti dobil zlati gum. In zato si ti dobil občutek, da bi jaz... Ja, ful si se silo, res. Ni res. A nimaš niti osnovnega načrta. Ni res. Ja, Marjetka je rekla, da bi na tvoj primek nekaj ne, da jaz te vidim, pa prideš, pač gor pa ful piješ. Ja, slabo. To je res talent, ja. Res slabo, Jeger. Ja, pa se nisem rekel, da bi to delal. Če si se silo. Pa nisem se silo, ti si predlagal. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.